Predstavljajte si svet, kjer denar ne obstaja. Ni gotovine, ni kreditnih kartic, ni spletnih transakcij, ni česar. Kako bi kupili svojo jutranjo kavo? Ali zamenjali svoje spretnosti za hrano? Ali verjamete ali ne, tako so naši predniki živeli tisoče let. A ko so se družbe razvijale, so se povečale tudi njihove potrebe in stari načini trgovanja preprosto niso več delovali. Vprašanje je, kako smo prišli iz menjave ovac za žito na uporabo zlatih kovancev in nazadnje tudi do digitalnih valut. Odgovor leži v potovanju skozi čas. Potovanju, ki razkriva ne samo zgodovino denarja, ampak zgodbo človeške civilizacije. Denar ni le kos papirja ali številka na zaslonu. Je močno orodje, ki se je razvijalo skupaj s človeško družbo, spreminjalo način našega življenja, dela in celo mišljenja. Danes bomo raziskali fascinantno in kompleksno zgodovino denarja. Od najzgodnejših oblik do današnjih najsodobnejših tehnologij. In na svojo denarnico nikoli več ne boste gledali enako. Pomaknimo se nazaj na sam začetek, pred kovanci, pred bankami, pred denarjem, kot ga poznamo. V teh zgodnjih časih so se ljudje zanašali na menjavo blaga. To je delovalo nekako takole. Imate kravo, a potrebujete orodja. Najdete kovača, ki potrebuje kravo in zamenjate. Enostavno. No, ampak ne vedno. Težava pri menjavi blaga je nekaj, kar imenujemo dvojno sovpadanje potreb. Kaj, če kovač ne potrebuje krave? Takrat ste ostali praznih rok. Ta neučinkovitost je pokazala, da družbe potrebujejo bolj zanesljiv način trgovanja, univerzalno sredstvo, ki bi imelo vrednost za vse. Tukaj vstopi denar. Zgodnje oblike denarja so se močno razlikovale po kulturah. V nekaterih mestih je bil standard živina, drugod žito ali celo školjke. A ko se je trgovina zapletala, so te oblike denarja postale nepraktične. Niso bile prenosljive, trajne ali deljive, kar je bilo potrebno za potrebe rastočih gospodarstev. Ko so se družbe razvijale, so začele uporabljati kovine, kot sta srebro in zlato, kot denar. Zakaj kovine? Bile so redke, trajne in jih je bilo mogoče enostavno razdeliti na manjše enote. Srebro je postalo standardna vrednost v stari Mezopotamiji okoli leta 3000 pred našim štetjem. Ljudje so srebro uporabljali ne samo za trgovanje, ampak tudi za shranjevanje bogastva in poravnavo dolgov. To je bilo prelomno. Ljudje so prvič imeli prenosljivo in univerzalno sprejeto obliko denarja. A čeprav sta bila srebro in zlato zelo cenjena, sta imela eno veliko pomanjkljivost. Nista bila standardizirana. Trgovali ste lahko s kosom srebra, a njegova teža in čistost sta bila vedno vprašljiva. In tukaj pride v igro izum kovanega denarja. Približno leta 600 pred našim štetjem je kraljestvo Lidija, ki leži na območju današnje Turčije, uvedlo prve standardizirane kovance. Vsak kovanec je bil odtisnjen s simbolom, ki je zagotavljal njegovo težo in vrednost. Ta preprosta inovacija je preoblikovala gospodarstva po vsem Sredozemlju in še dlje. Ti kovanci niso bili samo denar, bili so tudi izjava o moči in oblasti. Hitro so se razširili in postali valuta izbire za imperije, kot sta Grčija in Rim. In prav tako je denar postal ključen igralec v politiki in vojskovanju, kot tudi v trgovini. Denar ni bil namenjen zgolj nakupovanju in prodaji. Antropologi so ugotovili, da je v mnogih kulturah denar najprej nastal v družbenih in obrednih kontekstih. Vzemimo na primer wampum. Pri plemenih v Ameriki so te kroglice uporabljali ne samo kot denar, temveč tudi kot simbole pogodb, zavezništev in družbenega statusa. To postavlja pod vprašaj idejo, da je bila denarna funkcija primarno ekonomska.
ekonomska. V mnogih družbah se je denar sprva uporabljal kot orodje za upravljanje družbenih odnosov in obveznosti, šele kasneje pa je postal sredstvo izmenjave. Tudi v stari Kitajski je bil koncept denarja globoko prepleten z družbenimi praksami. Svila, žad in drugi dragoceni predmeti so bili izmenjani v obredih in ceremonijah dolgo preden so uredili kovance. Ti predmeti so bili več kot zgolj bogastvo, bili so simboli časti, spoštovanja in moči. Po teoriji čartalizma denar ni nastal zgolj iz menjave blaga. Namesto tega so ga ustvarile vlade, da bi zadostile specifičnim potrebam, kot so plačevanje vojakov, gradnja infrastrukture in pobiranje davkov. V starem Rimu je na primer država kovala kovance ne zgolj kot priročnost, temveč kot način za izražanje moči in zagotavljanje nadzora nad svojim obsežnim imperijem. Vrednost teh kovancev ni temeljila samo na kovini, ki jo vsebujejo. Podprta je bila z avtoriteto države. Če ste želeli plačati davke ali poslovati, ste morali uporabiti cesarjev kovanec. Tudi danes je vrednost denarja tesno povezana z avtoriteto vlad. Centralne banke nadzorujejo denarno ponudbo, določajo obrestne mere in upravljajo inflacijo. Vse to pa vpliva na vrednost vašega denarja. Denar ni namenjen samo nakupu blaga ali plačevanju davkov. Je enota za računovodstvo, hranilec vrednosti in standard za odložena plačila. Te funkcije denarju omogočajo, da igra osrednjo vlogo v vsem od vsakodnevnih transakcij do dolgoročnih naložb. Vzemimo na primer vlogo denarja kot hranilca vrednosti. V starem Rimu so ljudje shranjevali svoje bogastvo v obliki kovancev, ki so jih lahko predali naslednjim generacijam. Danes uporabljamo bančne račune, delnice in obveznice, a načelo ostaja enako. Denar nam omogoča prenašanje bogastva skozi čas, kar nam omogoča načrtovanje prihodnosti. A denar ima tudi simbolični in kulturni pomen. V mnogih družbah ga uporabljajo v verskih obredih kot darilo na porokah in kot donacije za revne. Te prakse nas opominjajo, da denar ni zgolj ekonomsko orodje, je globoko zasidran del naših družbenih in kulturnih življenj. Drugo ključno poglavje v zgodovini denarja je razvoj bančništva. Najzgodnejše banke niso bile podobne tistim, ki jih poznamo danes. V starem Babilonu so na primer templji in palače delovali kot banke. Sprejemali so vloge, izdajali posojila in celo vodili evidence transakcij. Vse to na glinenih tablicah. Ta sistem je postavil temelje za kompleksne finančne institucije, ki jih imamo danes. S časoma se je bančništvo razvijalo, postajalo bolj prefinjeno in nepogrešljivo za delovanje gospodarstev. Od medičejskih bank v renesančni Italiji do centralnih bank sodobne dobe so te institucije oblikovale način uporabe nadzora in distribucije denarja. Danes se naš celoten globalni gospodarski sistem opira na obsežno mrežo bank, finančnih trgov in digitalnih transakcij. Denar je postal bolj abstrakten, a njegova vloga pri oblikovanju našega sveta je močnejša kot kadarkoli prej. Tako da naslednjič, ko boste povlekli kartico ali kliknili pošlji pri digitalnem plačilu, se spomnite vse te dolge in fascinantne zgodovine. Denar ni samo nekaj, kar uporabljamo, je nekaj, kar smo ustvarili, oblikovali in preoblikovali skozi tisočletja. In ko se naš svet še naprej spreminja, se bo spreminjal tudi denar, ki ga uporabljamo. Ne se pozabite naročiti na naš YouTube kanal za še več zanimivih videov in da ne boste kakšnega zamudili. Hvala vam za ogled, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.